Župan mestne občine Koper je lani ustanovil posvetovalno telo z imenom Svet za invalide, ki trenutno pripravlja analizo položaja invalidov in akcijski načrt za izboljševanje in uresničevanje enakih možnosti invalidov. Kot je povedala koordinatorka Sveta za invalide Olga Franca, naj bi bila dokumenta na občinski seji predstavljena junija letos. Ta prvi korak, ki ga sedaj pripravlja posvetovalno telo Svet za invalide, je usmerjen bolj v dostopnosti, bolj v ovire do vstope v javne zgradbe, previsoki pločniki, prevelike klančine, previsoki, če rečemo, na primer, avtobusna postajališča, kjer se vozne rede ne vidi. Ugotavljamo, ali so vsi avtobusi prilagojeni, usmerjeni smo v to prvo fazo v dostopnosti, kasneje bomo pa seveda program, ki bo živ, ko ga potrdi občinski svet, se bodo dodajale vsako leto seveda še novosti. Prilagoditve, ki se izvajajo na področju dostopnosti, pa koristijo tudi ostalim občankam in občanom koprske občine. Tudi mamice z vozički, tudi starejši, tudi osebe, ki so morda imele poškodbo, pa so še na birglah, je en sklop, če lahko rečemo funkcionalno oviranostjo, se srečujemo od previsokih stopnic do neprilagojenih vstopov z vozičkom, osebe na invalidskem vozičku ne morejo z vozičkom v prostor. Potem se srečujemo z premajhnimi pisavami, slepi, slabovidni ne vidijo tako majhnih črk. Internet seveda tudi ne nudi vsega. Potem za slepe, slabovidne tudi v gledališčih nimamo znakovnih prevajalcev. Oviranosti je veliko in seveda, če jih vidimo, jih lahko tudi postopoma odpravljamo. Meseca aprila je mestna občina Koper na pobudo krajevne skupnosti Bertoki in društev pridobila prvo gugalnico za invalide na podeželju. Gugalnica se nahaja na igrišču mediteranskega vrta Bertoki. Ta v Bertokih je pa prva na podeželju, ki smo jo skupaj s krajevno skupnostjo Bertoki realizirali. Gre za projekt, ki je finančno ovrednoten na 20.000 evrov. Naše društvo je zbralo 12.000 evrov donacijskih sredstev, kar je izjemno veliko, in se še enkrat zahvaljujem vsem donatorjem za ta posluh, za to dobrodelnost. Prav tako krajevni skupnosti, ki je pokazala odličen, pozitiven odnos do tega projekta. Sami so prispevali finančno nekoliko več kot 7.000 evrov, da so se postavila ustrezna tla, uredila, utrdila in seveda tudi za montažo in za postavitev dodatne table. Tako da je ta gugalnica resnično prva in lepa pridobitev. V aprilu pa je na koprski potniški terminal iz Italije priplula jadrnica New Zealand Endeavour, ki je prilagojena za ljudi s posebnimi potrebami. Ob obisku so organizatorke dogodka podpisali tudi izjavo o nameri, katere cilj je zagotavljanje večje stopnje inkluzivnosti ljudi s posebnimi potrebami. Podpisali smo izjavo o nameri, in sicer z društvom Faj Sport, društvo Drugi dom Istra, Zavod Modri december in mi svetovalni center. In sicer kot neke vrste zaveza, da bomo skupaj sodelovali pri udejanjanju inkluzije, predvsem s poudarkom na šport. Torej, da je šport lahko dosegljiv za vsakega, ne glede na to, kakšno potrebo ima, kakšno težavo ima, kakšno motnjo ima. Izboljšave na področju dostopnosti so se zgodile tudi na plaži v Žusterni, kjer so lansko poletje postavili dvigalo za spust v in iz morja. Lani smo uspeli prilagoditi plažo v Žusterni tudi za osebe s posebnimi potrebami z namestitvijo tega dvigala za spust v morje in iz morja in namestili ležalnike prilagojene z višino njim, posebne kabine, da se lahko z vozičkom namestijo v kabino in preoblečejo. In tudi sedaj, ko se bo pripravila dokumentacija za celovito prenovo plaže, bo Svet invalidov vključen v to dokumentacijo, da sedaj pravilno načrtujemo, da bo prilagojena za njih. Koprska občina se bo letos prijavila na razpis za pridobitev naziva občina prijazna invalidom. Konec leta bo Društvo delovnih invalidov v Ljubljani objavilo razpis, na katerega se bomo prijavili z vsemi aktivnostmi, ki jih že izvajamo, in bomo potem ugodno, jaz upam na ugodno rešitev, da bomo dobili ta certifikat, da je občina prijazna invalidom, in seveda je to tudi zaveza, da bomo potem izvajali načrtovane ukrepe vsako leto in izboljševali okolje.
Lani je tovrsten naziv pridobila ankaranska občina. Po besedah predsednice Sveta za invalide Barbare Švagelj so se zato odločili, ker z nazivom lažje načrtujejo potrebne aktivnosti in izboljšave na področju dostopnosti. Ja, je kar nekaj potrebno na tem narediti, treba je pripraviti nek akcijski načrt, treba je ustanoviti svet invalidov, potem je zelo pomembno povezovanje vseh društev, ki delujejo na tem področju, kar je ena od ključnih stvari. Vemo, da v naši državi brez nevladnih organizacij bi bilo življenje vseh ljudi z posebnimi potrebami oziroma drugimi oviranostmi zelo, zelo težko. Res je, da država to financira, ampak izvajajo pa to večinoma nevladne organizacije in prostovoljci. Kljub pridobljenemu nazivu, ankaransko občino, tako kot vse ostale na obali, čaka še dolga pot. Začne se seveda, kot je marsikje tudi tako, torej začne se z prilagajanjem dostopnosti, torej umikanjem fizičnih ovir za ljudi, ki so gibalno ovirani. Nadaljuje se z drugimi potezami, kot recimo pomoč pri zaposlovanju. Cela paleta je teh aktivnosti. Vključevati treba tudi ljudi z posebnimi potrebami, ki morda niso fizično ovirani, pa imajo druge ovire, senzorne, ne, tudi to. Recimo v občinski upravi veliko posvečamo temu, da smo pozorni na te težave, ko se nekdo obrne na nas. Slepi in slabovidni, torej tudi tukaj je še veliko za narediti, recimo, kar se prometa tiče. Trudimo se, da vsaj slabovidnim omogočamo lažje orientiranje v prostoru z prilagajanjem teh opozoril, dopisov in podobnih stvari. Torej, po drugi strani recimo smo tudi začeli sodelovati z drugimi akterji v občini, torej ponudniki storitev, gostinci, pošta, banka, kjer poskušamo nekako usmerjati, da tudi oni prilagodijo svoje storitve in svoj način dela ljudem z oviranostmi. Na občinski ravni dajo vse večji poudarek dostopnosti. Eden izmed primerov dobre prakse je Pomorski muzej Sergeja Mašere Piran, kjer se že vrsto let trudijo vsebine približati vsem. Naš muzej je že zelo zgodaj začel z dostopnostjo, s fizično dostopnostjo, torej dostopnost za osebe, uporabnike invalidskih vozičkov. Tako da smo med prvimi muzeji, ki so sedežem v historičnih stavbah, vpeljali dvigalo. Na to dejansko smo leta 2016 in 2018 pristopili v projekt Kamin, kjer smo poskušali čim bolj prilagoditi naše razstave dostopnim za vse. Torej ne samo za gibalno ovirane ljudi, ampak dejansko tudi za druge oviranosti. Pred vhodom v muzej je višja stopnica, zaradi katere je zunaj zvonec za vse, ki za vstop potrebujejo premično klančino. Razstavni prostori so dostopni s pomočjo dvigala in klančin. V vsakem nadstropju je taktilna orientacijska tabla, besedila so dostopna tudi v Braillovi pisavi, vodnik razstav pa je dostopen v slovenskem znakovnem jeziku. V vseh razstavnih prostorih pa so na voljo tudi taktilni predmeti, ki se jih obiskovalci lahko dotaknejo, in taktilni ekrani, na katerih so dostopne zvočne muzejske vsebine v 5 jezikih. V sklopu projekta Come In pa so nadgradili tudi spletno stran v skladu z zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij. Naša spletna stran je kar nekako dostopna, ni morda popolnoma dostopna, nekatere vsebine niso, ampak velika večina je dostopna. Imamo tudi alternativno besedilo pri opisu fotografij, tako da lahko si tudi slepi slišijo, ne, kaj je recimo na fotografijah. Besedila so
zelo kratka in tudi v dostopni pisavi. In je naša spletna stran tudi na voljo recimo na računalniku ali pa na telefonih ali pa tablicah, tako da dejansko je prilagodljiva za vse te medije. Pisava je 3 povečave in imamo različne kontraste barv za tiste ljudi, ki mogoče slabše vidijo oziroma odvisno, kakšna je njihova potreba glede razločevanja. In ne nazadnje imamo tudi veliko vsebin, veliko filmov na YouTubu z znakovnim jezikom, s predstavitvijo Pomorskega muzeja ali pa kakšne druge filme. Medtem ko se na področju dostopnosti gibalno oviranih dogajajo opazne spremembe, so ljudje z nevrološkimi motnjami pogosto zapostavljeni. Primer tovrstnega stanja je avtizem, ki velja za nevidno motnjo. Ja, veliko imamo teh področij žal, in verjamemo tudi mi, da temu botruje ravno to, da se na prvi pogled nič ne vidi. Na področju avtizma imamo v Sloveniji veliko stvari, ki jih moramo nujno urediti. Začenši z izobraževalnim sistemom, namreč večina otrok z avtizmom je vključena v večinske šole. Redki so vključeni v izobraževalne posebne programe in tako naprej. Tudi sicer tako v lokalnem kot tudi v nacionalnem prostoru. V bistvu zasledujemo ta pogled, da se na prvo žogo ocenjuje, da je oseb z avtizmom res tako zelo malo, in včasih tudi slišimo, bom rekla, zame sicer povsem neustrezno komentarje, v smislu, premalo jih je, nimamo toliko sredstev, zdaj še se s to skupino ukvarjati, in tako naprej. Verjamem, da je v ozadju ravno to, torej šibko poznavanje oziroma šibko nizko zavedanje avtizma, kaj avtizem sploh je. Ko sem prej omenjala izobraževanje, ne samo otrok z avtizmom, bomo rekli, v šolah ali pa v vrtcih, tu je izjemno šibko pokrito tudi področje spremljevalcev, ki jih sicer otroci z avtizmom lahko dobijo v šoli, ampak so ti spremljevalci popolnoma neopremljeni in neusposobljeni za to delo. To delo je izjemno zahtevno in meni se zdi tako, ne zdi se mi korektno, da se spremljevalce postavljajo v tako izjemno zahtevno in težko nalogo, pri čemer niso usposobljeni za to delo. Mnogokrat so pa tudi napačno vodeni v smislu, kaj je njihovo delo in poslanstvo. Tako da v praksi vseh nas, ki se srečujemo, ki delujemo na področju avtizma, bomo rekli vsak dan, srečujemo sicer izjemne posameznike, ki svoje delo opravljajo res dobro, kakor da so, jaz jim rečem, naravni talenti za opravljanje tega dela, ampak žal je takih praks manj. Večina je drugačnih praks, torej takih, kot sem jih omenjala, da se spremljevalci v bistvu neusposobljeni podajajo na izjemno težko pot in ponavadi napačno usmerjeno, torej kaj je njihovo delo. Posebno področje, kar se neurejenega področja tiče, so odrasle osebe z avtizmom. Med nekaterimi strokovnimi delavci še vedno naletim na vprašanje, ali tudi odrasla oseba lahko dobi diagnozo. Seveda jo lahko. Oseba se z avtizmom rodi in z njo živi celo življenje. Če je do 18. ali do 30. leta diagnoze ni dobil, to ne pomeni, da je avtizem včeraj prišel v njegovo življenje. Pomeni samo to, da je do danes avtizem bil spregledan ali pa celo napačno obravnavan. Kot je zapisano v povzetku dela Varuha človekovih pravic Republike Slovenije, je nujno, da je oblikovanje skupnostne skrbi tudi za osebe s spektro-avtistično motnjo. Po njihovem mnenju, javni sistemi ne nudijo dovolj storitev, ki bi podprle razvoj otrok. Torej, pri avtistih, žal jih je veliko, tudi v naši občini. Imamo Zavod Modri december, ki se izobražuje starše, kjer jih združuje, kjer jih pomaga. In seveda je to za njihove potrebe premalo. Menim, da bi mogel biti prav zdravstveni program v okviru javne zdravstvene službe, tudi program pomoči za avtiste, pa tudi, kot je predlagala ena od naših članic, da bi lahko imeli posebne ambulante v okviru zdravstvenega doma za gibalno ovirane osebe, ker bi imeli tam specializiranega zdravnika, ki bi bolj poznal njihove težave, njihove zahteve.
In včasih so ti starši dejansko potujejo z eno naročilnico, naprimer za en pripomoček, za en medicinski pripomoček, potujejo od vrat do vrat in je to za njih zelo težko. Tako da na tej ravni jaz tudi mislim, da nas čaka še veliko dela. Usposobljenega strokovnega kadra primanjkuje na vseh področjih. Ja, kader primanjkuje zdaj prav trenutno zaradi izredno nizke stopnje brezposelnosti, najnižje doslej pravijo na Zavodu za zaposlovanje v Kopru in predvsem primanjkuje tega medicinskega kadra, medicinske sestre, negovalke, torej osebni asistenti. In pred kratkim smo ravno povezali društvo, torej vsa ta društva, ki so v svetu invalidov z Zavodom za zaposlovanje Koper in so imeli priložnost to izpostaviti, torej to pomanjkanje na kariernem sejmu. Tako da so se tega udeležili in seveda tam lahko se srečujejo in s povpraševalci zaposlitev in predstavijo ta poklic, predstavijo, kaj pravzaprav je in koliko potreb je. Vidimo pa, da je resnično zdaj veliko potreb. Aprila je v Pretorski palači prvič potekala široko zastavljena okrogla miza na temo inkluzivnosti v različnih obdobjih življenja. Na okrogli mizi so izpostavili, da so potrebne korenite sistemske spremembe. Prvenstveno bo potrebno spremeniti zorni kot, kjer je na ljudi s posebnimi potrebami potrebno gledati iz vidika potenciala in ne samo naglaševati njihova šibka področja.